V Slovenski vojski letos obeležujemo 20-letnico delovanja vojske v samostojni Republiki Sloveniji s sloganom Ponosni nas je že 20 let. Ta ponos baziramo na trditvi, da je Slovenska vojska v preteklih 20 letih kot del obrambnega sistema Republike Slovenije uspešno opravila svoje poslanstvo. Istočasno je bila vojska tudi pomemben temelj stabilnosti in varnosti ter akter mednarodnih integracij, ki so se dogajale ne le na obrambnem področju, ampak tudi širše. Razvojna pot naše vojske je bila zelo dinamična, z številnimi spremembami in v dosedanjem 20-letnem obdobju bi lahko našli oziroma našteli 4 razvojne cikle oziroma 4 razvojna obdobja. Prvo obdobje je od leta 1991 do leta 1994, ki zajema priprave na osamosvojitev in vojno za samostojno Slovenijo ter oblikovanje TO Slovenije kot naborniške in pa na mobilizaciji rezervne sestave snovane vojske. Obdobje od leta 1994 do leta 1999 je obdobje, ko so potekala številna prilagajanja vojaške strukture in organizacije, istočasno pa so potekala vključevanja v aktivnosti partnerstva za mir. Sledilo je obdobje priprav na članstvo v Evropsko unijo in pa v NATO ter začetek profesionalizacije Slovenske vojske v času od leta 1999 do leta 2004. Zadnje obdobje je obdobje od leta 2005 do leta 2010, ko smo uresničevali proces integracije v zavezništvo in pa Evropsko unijo. Dovolite nekaj kratkih ocen o posameznem obdobju. Najprej moram povedati, da smatram, da osamosvojitev Slovenije in uspeh v vojni za njeno samostojnost pred 20 leti vsaj zame, a mislim, da še za marsikaterega veterana predstavlja gotovo eno izmed najpomembnejših dosežkov v slovenski zgodovini. Obrambne sile, ki so jih takrat sestavljali teritorialna obramba Slovenije in slovenska milica, so bile uspešne in pa učinkovite. To navajam tudi zaradi travm, katerim smo priča z območjih nedanje skupne države in zato, ker nobeden od v vojni sodelujočih pripadnikov slovenskih obrambnih sil ni bil na procesu pred mednarodnim sodiščem. Naj dodam še, da Vojaški muzej Slovenske vojske pripravlja monografijo Vojaška obramba Slovenije 1990-1991, ki bi naj predvidoma izšla letos jeseni. Pomembna sprememba in pa dosežek v razvoju vojske je povezan s sorazmerno hitrim začetkom obrambnega in pa vojaškega mednarodnega sodelovanja in vključitve v partnerstvo za mir, kar je vse zelo prispevalo k spreminjanju značaja slovenske obrambne politike, pa tudi vojske. Mi te zadeve danes lahko primerjamo z državami na območju nekdanje skupne države in ocenjujemo ta napredek in ga štejemo celo v več letih. Okrog profesionalizacije, ki smo jo realizirali v zelo kratkem času, imamo tudi strokovno različne poglede. Lahko bi jo označili kot uspešen preskok, pa tudi kot projekt zamujenih priložnosti. Vse sistemske zadeve namreč niso sledile procesu profesionalizacije pravočasno, v marsikaterem delu obrambnega sistema, pa tudi širše, prav tako pa nismo v teh segmentih v celoti dojeli priložnosti za celovitost sprememb, ki so se pojavljale. Po vstopu v Evropsko unijo in NATO smo intenzivirali tako imenovano integracijo v vojaške strukture na obeh področjih, tako NATO kot Evropske unije. Zato je bil pripravljen posebni načrt, ta je bil leto pred rokom februarja 2010 tudi uradno zaključen. S tem se je na nek način končalo obdobje tranzicije Slovenske vojske in stopili smo v ero transformacije, ki prinaša nove zahteve in pa nove izzive. Dotaknil bi se še strateškega pregleda obrambnega resorja in njegove realizacije in bi ga označil kot projekt, ki je veliko obetal, predstavljal je pa tudi seveda velika pričakovanja za spremembe. Te spremembe je treba ločiti na tako imenovane sistemske oziroma normativne ter tiste, ki jih lahko izvedemo oziroma ki smo jih izvedli brez spremembe normativnih podlag.
Mi smo te spremembe v vojski imenovali konsolidacijske spremembe in so se nanašali na kadrovsko, materialno in pa procesno izboljšanje. Zaradi tega bi lahko zadnji 2 leti v vojski to označili tudi kot obdobje intenzivnega urejanja in pa izboljševanja stanja tam, kjer se je to dalo. Utrdila se je profesionalizacija, tako v organizacijskem, kot tudi v funkcionalnem pogledu. Poudariti moram tudi intelektualno rast vojske, ki se izraža v izobrazbeni in pa kompetenčni strukturi, pa tudi v uspešni povezljivosti in sposobnosti za delovanje v mednarodnem okolju. Če smo na primer ob 10-letnici ugotavljali, da komaj kdo lahko sodeluje v mednarodnem okolju, danes praktično ni več pripadnika vojske, saj uniformiranega, ki ne bi bil pripravljen in sposoben delovati v mednarodnem okolju. Res je tudi, da vse spremembe, ki smo jih izvajali zadnji 2 leti, niso bile v celoti pozitivno sprejete med zaposlenimi, zlasti tiste, ki izhajajo iz gospodarske krize in pa ukrepov za racionalizacijo. V Slovenski vojski ocenjujemo mednarodne operacije in misije kot dejavnost, kjer smo uspešni in pomembno prispevamo k uresničevanju zunanje politike in varnosti v svetu. Operacije so istočasno tudi pomembno orodje za spreminjanje strukture in prilagajanje mednarodnim standardom. V 14 letih smo sodelovali v 20 operacijah in misijah, od tega jih je 13 zaključenih, med temi 13 je bila tudi eno zaščitna reševalna. Trenutno smo na 3 NATO operacijah, 2 operacijah OZN in 2 operacijah Evropske unije. Skupno naloge v tujini danes opravlja 447 pripadnic in pripadnikov, do sedaj pa jih je v 14 letih na dolžnosti v tujini te naloge opravljalo skupaj 7120. To ne pomeni, da bi vsak pripadnik na operaciji, res pa je, da številka teh, ki imajo izkušnje iz mednarodnih operacij, dosega okrog 4000 pripadnikov, ki jih imamo sedaj v strukturi. V operacijah je letos poprečno 6% stalne sestave in zato bomo v letu 2011 predvidoma porabili okrog 30 milijonov ali 7,5% vojaškega proračuna. Še nekaj besed o vplivih gospodarske krize. Ta je s svojimi posledicami že leta 2009, še bolj pa zadnji 2 leti močno vplivala ne le na celotni obrambni sektor, ampak tudi na vojsko, saj je zmanjšanje obrambnega proračuna oziroma proračunskih sredstev zelo prizadelo obe področji. Vse to je zahtevalo zelo dosledno, včasih tudi zelo trdo uresničitev ukrepov in pa postavitev določenih prioritet. Pokazatelji racionalizacije in zmanjšanja kažejo, da smo se vojski odgovorno odzvali na vladne usmeritve oziroma na zahteve. Lansko leto je bila praktično ustavljena modernizacija, čeprav je res, ko gledamo skupno poročilo in pokazatelje, je v lanskem letu celo izkazana rast na tem področju, predvsem zaradi tega, ker je k tej rasti so pripisana klirinška sredstva za ladjo in pa rakete, ki so bile kupljene že v preteklih letih. Kadrovska rast vojske se je ustavila že v letu 2009 in je zdaj 7600, ter zadnji 2 leti vzdržujemo to stanje. Pritiski na zmanjševanje izdatkov za osebje pa so bili že v preteklem letu veliki, te razmere pa so letos še bolj izostrene. Če bi poskušal odgovoriti na vprašanje, kateri so ključni izzivi za prihodnost, potem je med prvimi gotovo ta, kako izvajati transformacijske aktivnosti, zavezništvo z novim strateškim konceptom, ki je sprejet novembra 2010 v Lizboni, vstopa v naslednjo obdobje oziroma dekado transformacije. Ta spodbuja izvedbo transformacijskih aktivnosti predvsem v državah članicah. Preko zavezniškega poveljstva za transformacijo se spodbuja države, da določijo svoje transformacijske imperative. Slovenski imperativi na tem področju so konceptualni, strukturni, organizacijski in razvojni in so znani, bili so identificirani že v času analize v sklopu strateškega pregleda obrambnega resorja. Ni jih treba ponavljati, treba jih je samo uresničevati. Tu je tudi vprašanje, kako in s kakšno hitrostjo nadaljevati z funkcionalno profesionalizacijo vojske,
dokdaj, na primer, dokončno prejiti na novi kompetenčni model pri profesionalcih. Žal imamo še zmeraj stari kompetenčni model, kar zajema postavljanje do dolžnosti, povišanja, napredovanja in podobne zadeve. Pomemben izziv je pa gotovo, kako ohraniti intelektualni potencial vojske. Z zmanjševanjem strukture vojske se zelo zmanjšuje tudi njen intelektualni potencial in pa potencial, ki je namenjen raziskavam in pa razvoju. In to je izziv, s katerim se srečujejo vse države, ki zelo zmanjšujejo oziroma imajo majhne vojske. Aktivnosti, ki so posvečene obeležitvi 20-letnice delovanja Slovenske vojske v Republiki Sloveniji, so slovesnosti. Te bodo predstavljene v nadaljevanju. Priprava že omenjene monografije. Prav tako pa je pred mesecem dni že izvedena vodstvena obrambno-zaščitna vaja pomlad 2011, na kateri so sodelovala vsa poveljstva Slovenske vojske. V letošnjem letu namreč ne bomo imeli velike vaje, ampak smo organizirali poveljniško štabno vojno vajo v sklopu skupne vodstveno obrambno-zaščitne vaje v ministrstvu, kjer smo skupaj sodelovali tako vojaki kot upravni del ministrstva in pa seveda zaščitno-reševalna struktura. Dovolite, da na koncu izrečem še eno oceno. Jaz ocenjujem, da so bili mediji zelo pomemben spremljevalec razvoja in pa dogajanja v vojski. Brez prispevkov medijev bi slovenska osamosvojitev in tudi vojna imela skoraj gotovo drugačen obraz. To velja tudi za pomembna in pa manj pomembna dogajanja po koncu vojne. Zato izkoriščam to priložnost in izrekam zahvalo vsem, ki ste nam pri tem pomagali, in vas seveda vabim tudi na dogodke, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju.